Praznovanje 4. julija se spremeni v prizorišče smrtonosnega spopada. Torej smo vzeli pištolo, vsi smo šli pogledat, kaj se je zgodilo. In potem vidimo avto parkiran in v ognju. Moj brat... Brat, stari, oprosti. V redu, razumem, ampak jebeno si mrtev. Razčlenjujemo, kako se je to družinsko srečanje začelo z ognjemetom in končalo s streli. On in njegova žena sta se vedno prepirala. Nekdo me je poklical in potem je bil v istem kadru. In on je odšel. Rad bi izvedel več o tem, kaj si pravkar dogaja. Ampak moj fant verjetno je prepisala, niti ne vem, mislim. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law & Crime. Sem Elizabeth Milner. Četrti julij. Na misel mi pridejo pikniki na dvorišču, zabave v bazenu in ognjemeti, ki razsvetljujejo nočno nebo. Toda v tem primeru so, se pravi, ognjemeti začeli, ko je ženska prišla domov s svojim fantom in našla svojega moža že v hiši s svojo punco. Je 4. julij 2023. Smo v Albuquerqueju, Nova Mehika. Ura je malo pred 23:30. Ko policisti se odzovejo na klic na številko 911, potem ko najdejo moškega nezavestnega na cesti. Moj oče me je poklical in rekel, da je moja mama streljala po hiši. Nato smo šli tja, da bi videli, kaj se je zgodilo. In potem me je videl s pištolo, zato smo ga sledili, da bi videli, kaj se je zgodilo. In potem vidimo avto, parkiranje in gori. Ravno so se hoteli obrniti, ravno so se hoteli izmuziti okoli. Čigav avto? Fati, veste, čigav je ta avto? To je lep avto. To je njegov avto. Žrtev je bila identificirana kot 39-letna Joel Valdez. Po besedah njegove hčerke je prišlo do prepira med njenima staršema. Joelova hči pravi, da je zaradi tega prepira njena mama, Erika Valdez, domnevno vzela pištolo. Nato je našla očeta mrtvega, negibnega ob njegovem avtu, medtem ko je njena mama pobegnila. Kakšen avto vozi tvoja mama? O moj bog. Hyundai, bez kakšne barve. Črn, vozi črn avto. Ja, kaj je to? Pravkar je ustrelila, samo ugasni. Policija je začela spraševati več družinskih članov, kaj se je zgodilo pred streljanjem. Vse, kar vem, je, da sta se ves čas prepirala in prepirala. Moj brat me je pred časom poklical in mi povedal, da se je pripeljal do svoje hiše in da je Erika, mislim, sledila do njegove hiše. V redu. In šel je ven in ona mu je prej nocoj prislonila pištolo na prsi. Ja, prej nocoj, v redu. In da mu je prislonila pištolo na prsi, ampak je rekel, vem, da ta prasica ne bo naredila nič. In rekel je, da je, ko je odšla, streljala na hišo. Torej bi morali biti tulci ali luknje od krogel. Rekel je, da je streljala v streho. In ena krogla, mislim, spredje ali hitazga. Ampak ja. Vse, kar vem, je, da sem prihajal domov iz Rio Rancho ali Bernardo Leo, ja, in rekel je, samo pokliči me, ko prideš domov, da lahko vidim svojega otroka in grem tja gor, da ga vidim, ja. In on ima v ZDA svojega najmlajšega. Jaz imam najmlajši od otrok, to je moja kršenka. Potem pa se sam spomnim, da pridem domov in me ona kriči in mi pove, da je njena mama ustrelila njenega očeta. V redu. In od tam so samo sedel tukaj in me... Drugi policist zasliši hčerko para, ki so jo najprej srečali na kraju dogodka. Žal mi je, da se srečamo v takšnih okoliščinah nocoj, prav? Zelo mi je žal za vašo izgubo, prav? Ampak res želimo praviti čim boljšo preiskavo. In prositi vas bom moral, da mi korak za korakom poveste, kaj se je nocoj zgodilo. Mi lahko to storite? Torej, kadarkoli želite, si vzemite čas in začnite na začetku, prav? Mi nobene naglice. Če morate globoko zadihati ali karkoli morate narediti, prosim, naredite to, prav? Torej moram razložiti, kaj se je tisto noč dogajalo pri moji punci. V redu. Kar se tiče moje mame, šla bi domov, potem pa je več tednov ne bi bilo. Tako da sem bila včeraj pri svojem očetu. V redu. In vrnila sem se svojo punco. In samo pogovorila sem se z očetom, da sem se prepričala, da je v redu. In potem je moja mama poklicala varuško, fanta, moje punce, in rekla je, pravkar sem hišo prerešetala. Pravkar sem hišo prerešetala, ko je bil moj oče v njej. In tvoja mama je to rekla? Ja. In šli smo preveriti, če je moj oče v redu. In videli smo ga, kako odhaja.
Si videl svojega očeta, kako je odhajal iz hiše? V redu. S čim je odšel? V rdečem avtu. V redu. Torej ti? Vidiš ga. Videla si, kako je tvoj oče pobral vse je po meni in potem je bil v istem kadru in je odšel. On je jaz. Zdaj v črnem avtu. Črn Hyundai? Ja. Jazz. Mislim, da bojo to zgradili. Kje? Kje se je ustavila poleg njega? Prav ob strani hriba, vem. Ampak kje? Na 98. ulici v soseski. Kaj misliš? Misliš, je bilo na 98, ko se je pripeljala zraven njega? Ne, bilo je prav tukaj, da se je pripeljala zraven njega in zraven. Križišče? Ja. V redu. Tam, kjer so parkirani vsi ostali, izstopila sem, ker sem videla njegov avto parkiran in sem šla preveriti, kako je z njim. In ti? Jaz sem samo šla do... Ne, oprosti. V redu je. Oprosti. Zelo mi je žal. Kot sem rekel, prosim, vzemi si čas. Kaj misliš? Ne, ona je odpeljala drugam in bila je na 59. in Woodburyju, mislim. In? Ona me je lovila od hiše do tja in potem ga je ustrelila. Ker Erice Valdez ni bilo nikjer, so policisti vprašali tudi brat in hčerko žrtve, ali vesta, kje bi lahko bila Erica. Ali veš, kje trenutno prebiva Erika, ali ne živi več tam? Ne, je svojim novim fantom v motel 6 prav. Mislim, da v sobi 152. Rako, hitro pokličem svojega sina ali hčerko. Čigav fant? Njen. Poznaš njega fanta? Ajme. Ne poznam njegovega polnega imena, kličejo ga Sena, vem pa, da je na pogojni izpustitvi iz Kolorada. Pozdravljeni, ali veste, kaj vozijo? Bel. Hyundai. Je bil to Honda ali Hyundai? Ja. Mislim, da ja. Je kar precej izdelan. Kako dolgo nazaj veste, da je bivala v sobi 152? Moj brat je rekel, da jih je tam videl pred komaj nekaj urami. Je to številka sobe, kjer sta Erika in tisti? Jana, ne, zelo dobro poznam. Rekel je 251, 250, v redu. V redu. Moja mama je povedala očetu, da se bo dobila s tem moškim v hotelu na 66. ulici 66. kje? No, 60, v redu. Je to hotel? Ja. Policisti ugotovijo, da je Erika bivala pri svojem fantu, ki so ga identificirali kot Jamesa Cena. Po poročanju naj bi bival v motelu, kjer dela kot varnostnik. In po besedah sorodnikov so se Erikini konflikti z Joelom v zadnjih nekaj mesecih stopnjevali zaradi nezvestobe v njunem zakonu. Rekla je. Pavla, oseba v hrošču, je prejela klic od svoje mame in oče je rekel, hej, pravkar sem streljal na hišo. V redu, tako je šla pogledat, kako je z očetom. In šli so 5-6 in videli očeta, kako zapušča tisto rdeče vozilo. Mama ji je sledila. In potem je bodisi na tem križišču ali na naslednjem križišču mama pripeljala do naše žrtve in ga ustrelila. Redu. Kje je bila parkirana? In imam jo. Mislim, da je takoj za njo. Dobil sem informacije, da so prišli iz te smeri. Prihajajo proti jugu, ne severa. Prihajajo iz Andersa. Ja, kar je v tisto smer. Šel si po Anderson Hillu? Morda mi je pokazala napačno pot. Ja, morda je sem odbila. Ja. Morda se je zmedla. Ker, mislim, na svetu je milijone takih avtomobilov, ne? In obstajajo primeri, ki gredo tako na jug. Torej, AFR jih je vse preveril, torej bomo šli in potrdili, kako daleč smo. Tako da imam nekako zelo podoben 49 od njih. Dobili so klic, ker so to njeni putri, rekli so, hej, nekaj se dogaja z očetom. Popolnoma me je zagrabila panika. In dobili so klic od nje, ki je rekla, hej, oče je na cesti. In so samo pridrveli sem. Ravno so prišli domov z zabave v Internationalu.
Fred, to ličnice Erike, regista non ti mostra c'è un cuore Joel. Jo, rekel je, kako mi postoril tvoje fiše. Ona je z njegovo sestro. On reče, pokliči me, ko prideš domov, ker bom šel. In bom šel videti svojo hčerko, mislim, in skrbel za njegove otroke. Med vsem tem, medtem, ko se to dogaja, in takrat, približno 20 minut kasneje, sem dobil klic iz kombija in ona je bila čisto iz sebe, rekla je, da je njena mama mrtva in vse to. Torej, smo govorili z ljudmi v tistem hrošču? Ja, govoril sem s Pavlo, to je lastnica kraja, to je tista, ki je prvotno prejela klic od naše osumljenke. Erika je osumljenka. 2 dni kasneje, 6. julija, je Erika pridržana in privedena na zaslišanje. Slišal sem za vaše težave. Tudi sam sem šel skozi ločitev. Vem, da so to najtežje stvari, ki jih lahko kdo poskuša razumeti, razen če si v takem odnosu. Nikoli nisem mogel nikomu razložiti, kako hudo je bilo pri meni. Pozdravljeni. Rad bi izvedel več o tem, kaj se dogaja. No, z nasiljem v družini imam težave že od nekdaj. Ves čas kličem policijo. Sodni zapisi kažejo, da je bila Erika 3 mesece pred streljanjem obtožena zlorabe številke 911, potem ko je 27-krat poklicala zaradi prijave družinskega nasilja. A vendar ni odprla vrat, ko je policija prišla. Na 14 od teh klicev On odide in zapusti kraj. Veš, on samo spi tukaj. Ne skrbi za otroke. Želim si, da bi vprašala, če bi mi lahko premestil telefon, ker je vse v mojem telefonu. Grozi mi, da bo zažgal mojo hišo z mojimi otroki v njej. On je bolan. On je? Ja, zame je še vedno tak, kot je bil včasih, ko sva se prvič srečala. Torej tip s pištolo skozi vrata. In jaz mu ne grozim, ko sem doma. Ko sem doma nisem bila že 3 tedne. Gre samo za to, da vzamem oblačila in preverim, če je moja hiša v redu in da je ne uničujejo, saj veste, čudni ljudje. Ja. Ker je to na koncu dneva še vedno dom mojega otroka. Prosila sem ga, naj odide. Moj oče je sopodpisal za hišo, zame in zanj. No, rekel mi je, da bi moral ubiti mene in mojega očeta, da bi obdržal hišo. On je preprosto bolan, veš. Potem, ko Erika opiše nekatere burne vidike svojega odnosa z Joelom, detektivom razloži, kaj se je zgodilo 4. julija, vključno s soočenjem med njo, njenim domnevnim fantom Joelom in njegovo domnevno ljubico. In oče mojega otroka je prišel do hotela, kjer sem bila jaz s prijateljicami. In oče mojega otroka je izstopil s pištolo in nekemu tipu rekel, kaj je, pridi dol. Tako se je vse začelo. Torej na začetku vsega tega. Kar je trajalo. In mislim, da je bil tisti tip v hotelu, v katerem sploh nisem bila. Sem enkrat govorila z njim, je njen bivši tip. V redu. Tako, je odpeljala očeta mojega otroka v hotel, kjer so bila. In oče mojega otroka je izstopil in mahal s pištolo, ter mu govoril, naj pride dol. In jaz sem bila kot, Joel, spravi se ven človek, resno, bolje, da greš. Torej je Joel izstopil iz avta s pištolo? Ja, v hotelu. Kot da je rekel tistemu tipu, Jamesu, bivšemu, ali tistemu, s katerim sem bila. Ni mi žal, da to rečem, ampak mu je rekel, naj pride dol. In jaz sem bila tako, zakaj mora iti dol? Nihče noče, se sploh nisva skupaj. Zakaj bi se hotel boriti z nekom, s katerim sploh nisem, ali kot... Kako ste vi prišli? Ga spravili iz hotelskega območja? Rekla sem mu, da je bolje, da odide. Imel je pištolo. Rekla sem mu, da je bolje, da odide. Rekla sem, da bom spet poklicala policijo nate, Joel. Rekla sem, da bom... Mislim, da ga je še bolj prestrašilo to, ker so začeli prihajati fanti od vse povsod. Rekla sem, da jih je bilo. Koliko je ura? Seveda, hotel 6. Ja, odšla sem. Seveda, nisem v njem. Kje? Bilo je vse mogoče. Je sanjal v tistem hotelu? Je kričal v tistem hotelu in hiši? Se je fant odvignil na srajca. Ven, speljenate. Veš, ja, on je... Pravim ti, če bi samo pogledala moj telefon, če bi samo vzela moj telefon, če bi samo poslušala nekaj sporočil, ko začne on prepirati, ker namesto, da bi se jaz prepirala z njim, se ne bom spuščala v to, ne bom ti vračala ničesar nazaj.
Ne bom te udarila, ne bom naredila nič od tega. Samo vzamem svoj telefon in vse posnamem. Vse. Živijo, česa je stavljeno? Nekateri fantje. Bila je skupina fantov, ki so prišli ven. Kdo ve? Verjetno oboje. No, on se ne mara tepsti. Sem napotil v trgovino. Ne. Oče mojega otroka se ne mara tepsti. On pa ne. Mislim, da bo, če bo moral, ampak bo streljal. Samo rekla sem, no. Prav? Torej, Joel se ni hotel tepsti? Ne. V redu. Jaz sem čisto. Če bo moral, bo. Rad se bori. Ja. To sem rekla. Rekla sem, udariš ga v papirnati graf. Kot da ne znaš odbiti napada. Po navedbah tožilcev je domnevni fant Erike tisti, ki je uperil pištolo v Joela. Erika pa je zagrozila, da bo ustrelila tako svojega moža kot njegovo domnevno ljubico, če ne odideta. Če se vrnemo k Erikinim navedbam, pravi, da je izkoristila Joelovo soočenje kot izgovor, da je pobegnila in spakirala svoje stvari v njuni hiši. Vendar naj bi se ji to maščevalo, saj sta bila Joel in njegova domnevna ljubica že v hiši. On je odšel, jaz pa sem si mislila, ja, zdaj je pravi čas, da grem domov in vzamem oblačila zase in za otroke. In veš, on ne bo tam, nihče ne bo tam. Pripeljala sem se in ona sta bila v moji hiši. Potrkam in on pride ven in reče, poberi se iz moje hiše, poberi se od tukaj. In v tistem trenutku imam dve majhni deklici, ki jo imam rada. Pomagala sem jih vzgajati, to so majhni otroci iz moje soseske, so stari toliko kot moja hči. Rekel sem... Samo pojdi z mano, tako bo nekdo z mano. No, udaril me je v obraz. Mala deklica je stopila pred njega in rekla, ne boš je udaril. Rekla sem, sedi v avto in pojdiva. Usedla sem se v svoj avto in odšla. In ne vem, kaj se je zgodilo potem. Ko gre za soočenje doma, Erika ni bila edina, ki je preiskovalcem povedala svojo zgodbo. Policiji je pretep prijavil tudi klicatelj na številko 911. In rekli so, da je nocoj prišel klic, da je Vanja umiril s pištolo. Tyson je vedel, da ga je hotel ustreliti, ker je pripeljal drugo žensko v hišo. Torej v redu, potem se je stvar še bolj zaostrila. Prej smo tudi slišali, da je Joelin brat policiji povedal povsem drugačno zgodbo. Trdi, da ga je Joel poklicala in rekla, da je Erika uperila pištolo v njegova prsa, preden je začela streljati po hiši. Takrat je hči para povedala, da sta se Joel in Erika zapletli v avtomobilski pregon, preden naj bi ga Erika ustrelila. In potem sem prejela klic od svoje hčerke okoli. Naslednji dan ob eni, ko mi je rekla, da sem ubila njenega očeta. Pa sem rekla, o čem govoriš? Veš, če bi to res storila, bi to naredila takrat, ko sem bila vsa v modricah, pretepena in krvaleča pred vami. In moja takrat 15-letna hči je stala pred njim, da me ne bi udaril. Veš, to je nesmisel. Z družino sem vztrajala 21 let, da bi jo ohranila skupaj, ne pa da bi bila razdeljena, razumeš? Ja. Jaz sem bila vzgojena ob mami in očetu in vse, kar sem si kdaj želela za svoje otroke, je bilo, da bi imeli mamo in očeta. V redu. Se še kaj drugega spomniš tiste noči med prepirom? Kaj takega, kar bi nam lahko pomagalo? Karkoli, kar bi lahko uporabili, da bi ti pomagali? Samo držala sem se stran, ne, samo držala sem se stran od njega. Tudi svojim otrokom rečem, vprašam jih, ali želite ostati tukaj. Ne, nočemo ostati tukaj, hočemo iti. Ali nas lahko odpelješ k moji hčerki? Ali nas lahko odpelješ v Jenini hiši? In rečem ja, ker moram iti v službo. Potem gre v službo, ko končam, jih poberem ali pa večinoma ostanejo tam. Oni so ostali tam, ker nočem iti domov in nočem, da bi spali z mano v avtu, če moram jaz spati v avtu, razumeš? Ja. Ne, mislim, sploh se nisa prepirala, jaz in on, razen takrat, ko ga je tista punca odpeljala v hotel. Erika je zanikala, da bi imela kakršnokoli zvezo s smrtjo svojega moža, vendar policija njeni zgodbi ni verjela. Veš, zakaj si zdaj aretiran? Aretirajo me. Ja, aretiran si. Ja. Vem, veš kaj, so ti povedali, zakaj te aretirajo? Ne, v redu. Zate je že bil izdan nalog za aretacijo zaradi obtožbe za umor, streljanje na naseljeno hišo, streljanje iz motornega vozila in hujši napad s smrtonosnim orožjem. Druga stvar, ki ti jo bom zdaj izročil, je prepoved približevanja. V redu. Čas za prepoved približevanja bo ob 20:53, kar je 8:53 zvečer. To bo šlo skupaj z vašimi stvarmi. Zakaj pa je to? Naj tole podpišem na hitro.
Ta prepoved približevanja pomeni, da se ne smete približati. Narediti kaj? Ne smete priti v stik z osebo, niti po svojih, niti po tujih sredstvih. Pozdravljeni. Zdaj je to trajno, dokler sodišče ne odloči, ali bo zadeva zaključena, ali bo ukrep ostal trajen. V redu, no, šli bojo z mojo mamo, imajo pravico iti. Ne v tem trenutku. Ne, to ni oseba, ki smo jo izbrali. V redu. No, tukaj bo in bo urejeno. Samo da veš, to bom vložil na sodišče. Še enkrat, ne ti, ne kdo drug, prek tretje osebe ali kako drugače, ne smeš poskušati stopiti v stik z njimi. Prav? Ja. V redu. Prav? Ja, res je. Je čuden kraj za nakupovanje. Našli smo lokacijo, kjer bodo varni. Prav. Novembra 2024 je Erika Valdez priznala krivdo za umor druge stopnje in streljanje na stanovanjski objekt, oboje z oteževalnimi okoliščinami zaradi uporabe strelnega orožja. V zameno so bile njene obtožbe za zaroto za storitev umora prve stopnje in 2 točki obtožnice zaradi streljanja iz motornega vozila zavržene. Erikin fant James Sina je bil prav tako aretiran, potem ko so ga obtožili, da je streljal na Joel, ko je ta poskušal zapustiti motel. Po navedbah tožilcev je spremljal Eriko in streljal med streljanjem iz avtomobila kasneje tisto noč. Maja 2026 je bila Erika Valdez obsojena na 15 let zapora. Kar zadeva Jamesa Sine, naj bi novembra 2024 sprejel sporazum o priznanju krivde in bil obsojen na 2 leti zapora zaradi posedovanja orožja. Hvala, da ste se nam pridružili v tej epizodi oddaje Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo spet v ponedeljek z novim primerom.